Radio SI Main Stage. Tako, Main Stage čez slabo uro, lahko rečemo 10:15. Urban je še zmeraj z nami, Jet Black Diamonds. Tonska vaja nekako že poteka. Ja, počasi, ja. Basist se bo pridružil, ne, je pravkar na poti. Tako, ja. Ugotovila sva, da brez basista pač ni nekih tal, na katerih stojiš, ne. Ja, bas res doda neko podlago. Zveni vse prazno brez basa. Ampak drugače pa recimo zdaj vtis studio, v katerem bo recimo live stream potekal. Ne, mislim sound je fenomenalen. Slišimo se v redi zaenkrat. Tako da ja, smo srečni. Ste zdaj v času korone že imeli kakšno izkušnjo s kakšnim videoprenosom? Si predstavljaš, kako to potem neko igraš, pa lučka sveti na kameri, ampak publike pa ni, ne? Oziroma je, ampak na drugi strani zvočnika. Dejansko nismo imeli. Mislim, če lahko show rock, Ja, v pod bistvu, to, ja. kar se je snemal, naprimer, ampak je bila, še zmeraj je bila publika, ne? Je bilo, ne vem, rečemo 30-40 ljudi noter. Tako da ja, nimamo nekih izkušenj. Sploh nimamo izkušenj dosti nastopanja, tako da ne moramo zbirati. Ampak ne, meni je pa všeč, ne, Helena, da imamo zdaj veš nekoga na začetku, Tako, ne? točno to. Ne? Ja, Pač Urban je danes iskren, ne? Pač Ja. vse, kar pove, Vse. je res in to misli, ne? Našega odra ne boste pozabili, boste rekli. To je Točno bil tako. naš prvi. absolutno. Prosim. Pa dobra stvar našega odra je, da je v bistvu ne, soba, ne, da ni odra na odru, ne, kar pomeni, da stage divinga ali pa nekšnih nesreč na ne bo odru. upoštev. Tako, mogoče pa pride iz prve vrste kakšna ne, oboževalka. Ne. To pa se še pustite presenetiti. Ja, morda, Vse se morda. lahko zgodi. Morda. Koliko lastnega materiala imate zaenkrat recimo pripravljenega, kaj lahko danes pričakujemo? Zdaj za danes smo pripravili 7 komadov, drugače pa vsega skupaj mislim, da je 12 komadov imamo pripravljenih za nastop. Komadi pa se itak delajo stalno, tako da Ampak 12 je že recimo številka, ki bi bila 12 dovolj je že za kakšen ja, album, za ne? plato v bistvu, ampak ne vem, ne razmišljamo v tej smeri, tako da ne vemo še kako bomo izdajali take komade. Saj nekako, ne, Helena, je tudi povezano s tem, kot je Urban že prej dejal, da je bolj iz tistega vidika digital downloada, ne? Se pravi, bolj razmišljajo o singlih kot o albumu, Ja. mogoče, ne? Kar Ja. pa ni neumno, ne? Ja, po eni strani, ja, po eni ne vem. Vse ima neke prednosti in slabosti, ne vem. Zdaj se izdaja večinoma bolj single kot neke albume. Seveda pa tudi album je neka zaključena celota, ker je fajn, da jo imaš, ne vem, neko obdobje, ki si ga dal čez z bendom. Da, pač kot nek zaključek, Ja. ne, nekega Ja. obdobja. Ja. Ampak tudi ne, k temu digital downloadu spada tudi videospot. Videospot ste posneli zdaj že za oba. Ja. Singla, Helena, si pogledala ta sem prvi pogledala. spot? Sem pogledala. Kako Ja. je bilo ta ideja s temi anoraki? Je bilo kar zanimivo, Ja, verjetno anoraki. poiskati jih, ne? Ja, bilo je kar zanimivo vse skupaj. Mi smo zelo tak spontan band, meni se zdi, da vse odločitve priplavejo zelo spontano in smo ga posneli pač v enem dnevu. Mislim, ideja je padla že dosti časa prej, ampak ja, tak, ko bi rekel, enostaven videospot, enostaven komad. Zdaj verjetno je kakšen kos oblačila prišel tudi iz garderobe staršev. Ha? Ja, v Ali iz bistvu. kakšnih centrov ponovne uporabe, recimo. Tako, ja. Mislim, tudi od staršev je v bistvu bil eden. Ja, Ja. drugi pa ja. Tam smo si- zgleda ena šuškava trenerka. Ne. Nisi se mogel prikrasti recimo iz otroške sobe do hladilnika po noči, ne da bi te slišali vsi. Ne. Ja, Ja. tako. To je bilo takšno varovalo že samo po sebi. Ne. Ja, zato se vprašaš, če je mama to kupovala s takšnim namenom, ne? Da je Najbrž, vedela, da ne. kdaj prideš ali ne prideš domov. Dobro, Urban, zdaj bomo poslušali Strokese. Če so britanski Arctic Monkeys, so Strokesi seveda iz New Yorka, malce starejši band, vsekakor, ampak nekako tudi neodvisni rock. Ja, vse, kakor vem, so se Arktiki precej naslanjali na Strokese, če je moje. Mislim, da je tako bilo. V glavnem, ja, tudi Strokesi so naši idoli No. in jih poslušamo. Radio SI Main Stage.
Radio Side Main Stage zaključuje danes svojo sezono. Mladi in obetavni Jet Black Diamonds ob 10 in 15 pričnejo. Kolikokrat na teden se fanti dobite na placu in vadite, glede na obveznosti študijske, in to najbrž ne gre ravno ful pogosto, ne? Ja, res je. V bistvu imamo vaje tako enkrat na teden med vikendom, ker vadimo v Vipavski dolini, nimamo tukaj, ker smo vsi v Ljubljani zdaj, ker študiramo. Zdaj, če se pa pripravljamo na nek projekt, ne vem, kakor je zdaj ta, imamo večkrat, stisnemo 2-krat na vikend, tako da ja, je kar stiska s časom in z vsem. Tak priprava na koncert, ne? Helena, kot je recimo naš Radio Side Main Stage, pa ko so fanti recimo pogledali posnetke prejšnjih zasedb in bendov, je Urban tudi predajal, da nek cmok, ne, se je pojavil. Mislim, same dobre skupine so pred nami igrale, tako da. Ja, začeli so na našem main stageu popolnoma mi dva, ne? Zaključujete pa leto 2021 vi. Ja. Začeli so stari mački, končujejo mladi mački. Ja, kar je v bistvu, ne, generacijsko bi lahko bili njihovi otroci, ne? Ja, res je. No, ampak ne, ste poslušali kaj mi dva sicer, poznate? Absolutno smo poslušali, mislim, še vedno poslušamo. Tudi na koncertih smo bili že velikokrat mi dva, tako da ja. Ja, in kaj je potem tisto, ko se sam postaviš kot mlad glasbenik na oder in imaš pred seboj seveda najprej, trema je seveda sestavni del in tudi nekako potrebna, potem imaš svoj inštrument, prsti so morda malce bolj potni, ne? Ja. Kaj je tisto, srce hitreje bije, kaj je tisti drive recimo, ki te pelje naprej, zdaj ko veš, še pa ure in začnemo? Pa ne vem, delamo nekaj novega, kar se nam še ni dogajalo v življenju in pač itak človek je narejen tako, da išče zmeraj nekaj novega in zaenkrat nam ugaja. No, zdaj iz tega vse skupaj bomo seveda, posnetek bodo nastali tudi ločeni komadi kot neki videospot naloženi na YouTube. Prejle sva se že pogovarjali o tem digital downloadu, videospot ste tudi posneli že za oba singla, torej socialna omrežja kot Facebook, Instagram in te reči, to vam verjetno ni tako neznano oziroma vam je blizu ali potrebno ali kako? Mislim, ja, vsem znano, se smo ta generacija in seveda tudi potrebno, če hočeš svoje izdelke promovirati naprej, ker pač smo v takem času, kjer delujejo te platforme. Kaj pa glasba recimo v kakšnem tujem jeziku, tudi že kakšna ideja? Ali zaenkrat slovenščina ostaja? V bistvu smo štartali z glasbo v tujem jeziku in sicer smo objavili tudi en demo, to je bilo 2 leti nazaj, ne? Smo objavili demo v angleščini, ampak ne vem, je padla ideja oziroma čutimo, da je najbolje, da pišeš v svojem maternem jeziku in tam se najbolj izraziš v bistvu. Si predstavljaš, Helena, da rečeš v slovenščini, jaz sem rock zvezda, ali pa rečeš v angleščini I am a rock star, ne? Kaj je tisto, ki se bolj sede recimo poslušalcu ali pa v tem primeru izvajalcu, ne? Ne vem. Meni je slovenščina zelo speven jezik. Meni tudi osebno mi je se da dokazati, da se da v slovenščini res ustvarjati to iskreno glasbo. Mislim, meni je slovenščina res lep jezik in mislim, da ga moramo znati uporabljati. Tudi kakšno knjigo najbrž prebrati, ne? Razen tistih obveznih, ki so vedno čtivo, ne? Ja, to je res. Nažalost pridejo samo tiste na vrsto. Drugih bolj malo. Knjige se nekako poslušajo, ne, Helena? Danes tudi, ja. Je tudi v redu to, no. Dobro. Urban, pustimo te zdaj, da se odpraviš v studio in da povadite do konca, da bo čez pol ure vse štimalo. Ja. Za konec bomo poslušali Kokose, tudi eden izmed bendov, ki se nekako prebija. Se poznate že? Ja, v bistvu smo se spoznali nedolgo časa nazaj. Prijetni fantje. Dobro, koliko se bomo zdaj slišali, zasedbi Jet Black Diamonds pa torej dober koncert želimo, da se boste ujeli tako na odru kot tudi pred kamero in hvala za gostovanje na Main Stage. Ja, hvala vam. Radio SI Main Stage.